Ja, mislim, sem tako navdušen nad Geo Slovenija, tudi da bom kar nadaljeval brez teh uvodnih vsebin. Skratka, sam koncept razvoja Geo Slovenije oziroma aktivnosti znotraj Geo Slovenije je v osnovi precej osnovan na integriranem geoprostorskem informacijskem okvirju oziroma IGIF-u, zato bom res par besed namenil temu, sem toliko verjamem, da ste vsi poznate to, ampak sem toliko, da približno ponovimo, zakaj se tukaj gre. Ta strateški okvir je bil nekako razvit strani Združenih narodov in Svetovne banke in je namenjen strateškim vidikom razvoja same krepitve upravljanja geoprostorskih informacij na nacionalnem nivoju. Tak zelo sistematičen, v resnici pa je to en set nekih orodij, ki omogočajo, da nekako celostno zasnujemo ukrepe vezane na razvoj geoinformacij na nacionalnem nivoju. Predvsem se tukaj fokusira na neke nacionalni vidik dviga absorpcijskih kapacitet geoprostorskih tehnologij in informacij, izboljšanje procesov odločanja, pospeševanja razvoja industrijskega sektorja in pa seveda praktične ukrepe za dosego neke digitalne preobrazbe. Sklop aktivnosti je fokusiran na 9 zelo specifičnih področji, strateških smernic, ker govorimo, ki naslavlja tako vidika upravljanja, z vidika inštitucij, politik, pravnih okvirjev, tehnologije, vezane na podatke, na inovacije, na nove standardov in pa na partnerstva in pa samo izobraževanje in dvig celostnih kapacitet. Načela delovanja pri tem so tista klasična, da smo sodelovalni, integrabilni, trajno usmerjeni in tako naprej. Iz tega vidika je verjetno že precej jasno, da Geo Slovenija je nekaj, kar nekako zelo paralelno, zelo povezano z cilji samega IGIF-a ima namen delovati. Geo Slovenija smo nekako opredelili, čisto formalno, kot skupnost javnih, zasebnih in raziskovalnih organizacij, kateri namen je krepiti kapacitete in znanje ter inovacije za razvoj in delovanje IP. Samo poslanstvo znotraj tega je zastavljeno zelo vezano na družbeni tehnološki razvoj in pa na samo vzpostavitev nekih sodelovalnih kapacitet med različnimi sistemi in iz tega vidika je tudi sama vizija Geo Slovenije precej ambiciozna in meri na nekak vzpostavitev neke mednarodno prepoznane rešitve in skupnosti dobrih praks, ki bi lahko služila tudi ostalim državam pri njihovem razvoju in ni zgolj fokusirana na neke zelo parcialne načine. Sam način upravljanja je tudi sledi temu za tisti, ki ste seznanjeni, ki ste dosti sodelovali v takih razvojno-raziskovalnih projektih, vam je ta način upravljanja verjetno zelo blizu, ker je blazno fokusiran na dejanske aktivnosti, na doseganje rezultatov in pa na doseganje impakta tudi širšega znotraj družbe. Z tega vidika Geo Slovenija nekako je načrtovana kot neki upravni odbor, ki predstavlja neki najvišji strateški nivo odločanja in usmerjanja vseh aktivnosti in jo sestavljajo ustanovni člani, v začetku pa potem ostali pridruženi člani, potem pa nekako je izvršna skupina, ki skrbi za dejansko izvedbo akcij, spremljanja akcijskega načrta in izvajanja tega. Slednja je podprta tudi strani strateškega foruma. Strateški forum je sestavljen iz vseh članov Geo Slovenije, razvojnih raziskovalnih organizacij, javne uprave, zasebnega sektorja in tako naprej. Najboljši rezultat, recimo strateškega foruma, sem za predstavil, je verjetno ta konferenca tukaj. Taka konferenca je nekako utelešenje strateškega foruma, kjer se diskutira o naslednjih razvojnih aktivnostih in podobnih zadevah. Samo delovanje iz vidika konkretnih akcijskih načrtov pa je predvideno iz strani, recimo temu, na eni strani koordinacijskega organa Geo Slovenije, ki naj bi bil vzpostavljen
strani GURS-a in izvaja stalne podporne aktivnosti pri izvedbi akcijskega načrta in pa specifičnih delovnih skupin. Delovne skupine ustanovi, recimo temu izvršna skupina, in so namenjene obdelavi specifičnih akcij vezanih na specifičnih aktivnosti. Delovne skupine niti približno niso mišljene kot stalne delovne skupine, res so ustanovljene z namenom doseganja specifičnega cilja, v njih pa lahko sodelujejo tudi tudi vsi člani strateškega foruma kot neki strokovnjaki iz samega domenskega področja. Aktivnosti, ki se pa mislijo to notri izvajati, je pa ja, res jih je dosti. Koncept aktivnosti načeloma izhaja iz, kot smo rekli, iz IGIF-a in sledi smernicam IGIF-a in temelji na oceni trenutnega stanja IGIF-a. To oceno smo izvedli zelo jasno, zelo hitro. Se vidi, da je en tak cel del nepokrit, cel del organov, aktivnosti nepokrit na strani trenutne ocene. Te ocene so bile narejene res z analizo trenutnega stanja in pa pred tem se analizujejo, ali pa so bile upoštevane tudi nacionalne in mednarodne zaveze države kot take, omogočitene tehnologije, ki danes nastopajo, to govorim od umetne inteligence, novih tehnologij za jemo podatkov in podobno, te seveda medsebojne odvisnosti samih ukrepov. Akcijski načrt je približno tak, zelo razvejan, zelo povezan med sabo in pa predvsem usmerjen v, recimo temu, vse dva sklopa, časovno gledano, predstavlja dva sklopa aktivnosti. Ene so res kratkoročne aktivnosti, ki so namenjene temu, kar je danes že razpoznano in je treba danes bolj ali manj urgentno nasloviti neke zadeve. Drug sklop aktivnosti pa je implementacijsko gledano vezano bolj dolgoročno in je vezano na spremljanje, analizo stanja po implementaciji začetnih korakov in potem samo izvedbo tega. Zdaj, grobeno bi rekel, da lahko recimo na 3 nivoje aktivnosti izpostavljamo. Eno so organizacijski in finančni vidiki Geoslovenije kot take, drugo so res razvojni vidiki in pa te stalne podporne aktivnosti, ki jih moramo izvajati zato, da lahko sklope aktivnosti izvedemo. Zdaj, iz samega finančnega vidika bi jaz rekel, da je ključno to, da se vzpostavi skupnost in zagotovijo zagonska sredstva za skupnost. To je nekako potrebno, ker nujno že izvesti nekje do konca projekta 104D. In te aktivnosti, mislim, zagonska sredstva tukaj ni mišljeno kot neka sredstva, dejansko finančna sredstva, ampak je bolj mišljeno iz vidika ur, ki jih posamezniki dedikejtajo za to, da delujejo v organih same Geoslovenije. Pri tem je potrebno tudi identificirati identifikacijo potencialov delov glede skupnih prijav, ki bojo, ali pa vse skupnih projektnih aktivnosti, ki bojo štartale takoj po začetku samega delovanja in pa se zelo posvetiti vse v začetnem delu, pripravi neke celostne, vrednostne ponudbe, zato da bo že ob ustanovitvi ali pa kmalu po ustanovitvi zelo jasno, kaj so benefiti sodelovanja v skupnosti Geoslovenija in na kak način se te benefite udejanja in kakvi so stroški vezani na to in celotno izvedbo poslovnega modela, ki mora jasno izhajati iz nekega value propositiona za vsakega člana te zgodbe. Tako bi rekel, da to so nekako predvidene ključne, rečemo temu, upravljalske in finančne aktivnosti v začetnem delu. Seveda iz vidika razvojnih ukrepov pa je trenutno stanje pri deljenju in uporabi podatkov precej neurejeno in zahteva tudi z tega vidika hitro naslovitev. To naslovljanje je potrebno izvesti nekako skladno, vezano na krepitev pravnega političnega okvirja ter krepitev strateških partnerstvih med različnimi člani. Samo to lahko nekako potem rezultira v krepitvi dejanskega tehnološkega pristopa k upravljanju podatkov in pa tudi vidika krepitve inovacij znotraj ekosistema. Z vidika stalnih ukrepov bi rekel,
da je nujno treba nasloviti vsaj nek splošno spremljanje in pravočasno implementacijo standardov in spet predvsem analizano trenutnih standardov, ki še ni implementiranih, izvesti akcijski načrt, kako doseči čim hitrejšo implementacijo vseh standardov. Nujno je tudi iz vidika krepitve kapacitet in zmogljivosti nasloviti vse izobraževalne dele, vse kar urgentno pomanjkanje kadrov. Iz tega vidika je predvidena, kako bi rekel, celostna uporabniška pot pri izobraževanju, ki naslavlja na eni strani teoretična, recimo neka izhodišča upravljanja geoprostorskih informacij, kaj to sploh je, pa vse tja do zelo konkretnih, mogoče celo ena na ena izobraževanj vezanih na to, kako specifične komponente IP-ja integrirati v specifične rešitve in kako uporabiti specifične komponente. In ta celostna pot ne more pripeljati nekoga neukega, od samega začetka, da sploh razume koncepte, do tega, da zna dejansko delati na IP-ju. No, iz vidika same komunikacije, ki je tudi kar znatno pomanjkana, ampak katere pomanjkanje danes kar znatno prisotno, gotovo enotno dostopna točka komunikacije. To je portal Geoslovenija, ki pa mora komunicirati tudi skozi različne kanale hkrati. Zdaj, kako izvesti te aktivnosti znotraj koordinacijskega centra Geoslovenija je nekako predvideno vzpostavitev centra znanja za celostno izobraževanje za uporabniško potjo in vsem tem razvojni inovacijski peskovnik, ki je sicer že vzpostavljen, ampak mora biti tudi podpret s sistematičnim pristopom integracije rešitev v dejanske poslovne procese, kot te pridejo enkrat iz tesne v produkcijsko fazo in pa stalno obveščanje, komunikacija, organizacija dogodkov in take zadeve. Na drugi strani pa govorimo o delovnih skupinah, ki iz trenutno najbolj kritičnih vidikov Geoslovenije bilo zelo smiselno razmisliti o tem, da se ustanovijo vsaj te delovne skupine vezane na finance, vzpostavitev trajnostnega poslovnega modela, zakonodajno in upravno ureditev in pa skupine za pripravo recimo temu nekih lighthouse projektov, ki bi lahko vozili razvoj cele Slovenije naprej. Tukaj smo nekako razmišljali o podatkovnih prostorih, podporo digitalnim dvojčkom iz vidika distribucije realno-časovnih podatkov in pa podporo občinski znanosti. Čisto iz vidika samih ciljev in končnih rezultatov bi rekli, da na nivoju kratkoročnih aktivnosti je ustanovitev skupnosti Geoslovenija seveda prvi ključni cilj oziroma rezultat, vzpostavljena prava strateška partnerstva, drugi Geoslovenija in portal Geoslovenija in centru znanja naslednji in pa potem pride na vrsto že predlog posodobitve predpisov za učinkovitejše povezovanje podatkovnih zbirk, nujno treba nasloviti nadzor kakovosti podatkov in posodobitev metodnih opisov, ki danes obstajajo, predvsem iz vidika integracije bodočih tehnologij, prihajajočih tehnologij ter razvojni peskovniki, strateški forum kot tak, zato da srednjeročne aktivnosti nekako vodijo v akcijski načrt za vpeljavo novih standardov in pa izvedbo že samih lighthouse projektov kot takih. Dolgoročne aktivnosti, neke stalne cilje, neke stalne aktivnosti, so neka stalna izvedba delavnic za identifikacijo potreb specifičnih članov, deležnikov skupnosti, sistem za integracijo novih rešitev, ki naslavljajo specifične potrebe skupnosti in pa celostni program izobraževanja, vključno z njihovimi dokazili. Zdaj, čisto iz praktičnega vidika se razumem, da je bilo precej abstraktno razloženo, bom poskušal se še svojo osebno noto, da razložim nekako, kje jaz vidim Geoslovenija, kaj jaz mislim, da so benefiti za me. Za mene osebno je gotovo en najbolj pomembnih benefitov ali pa smernic razvoj podatkovnih prostorov. Zakaj je razvoj podatkovnih prostorov vedno poudarjen? Zaradi tega, ker predstavlja res en velik korak nad obstoječimi
portali ali karkoli že imamo za neko deljenje podatkov. Pri tem ima res bistvene prednosti. Ključna prednost bi rekel, da omogoča poenostavljeno implementacijo podatkovnih politik in pa sistematično preverjanje upoštevanja pravil. Kakorkoli se dogovorite za podatkovne politike, te so implementirane in embedane v samo tehnologijo podatkovnega prostora in jih je mogoče konstantno ponavljati, posodabljati, spreminjati in konstantno izvajati nadzor nad njimi. Posledično, zaradi tega dobimo izboljšano deljenje podatkov, ki omogoča celo samo implementacijo digitalne ekonomije iz vidika tega, da lahko payment sisteme uvedemo noter, nadzor nad IPR-om specifičnih podatkov, sklepanje pogodb, vse to gre po enoličnem in identičnem postopku na centralnem nivoju med vsemi deležniki, ki jih je mogoče hitro vključiti, izključiti, karkoli takega in pa predvsem omogoča poenostavljeno izrabo ali pa uporabo podatkov, predvsem iz vidika, da bi omogočal naprejšnjo pripravo harmonizacijskih mehanizmov, ki jih jaz potrebujem za to, da integriram znotraj sebe. Iz čist praktičnega vidika bi to pomenilo, da jaz ne rabim več za vsako aplikacijo in zbirati podatke iz različnih portalov, nekam nameščati, nekaj delati s tem, a pridem, si poklikam, kaj si želim in imam odzad že vse storitve zgrajene tako, da lahko začnem takoj razvijati, pa mislim, čisto softversko, implementirati novo rešitev, brez da se ukvarjam s čemerkoli odzati. In iz vidika želje ali pa iniciative Evropske unije, ki pravi, da želi vzpostaviti celotno Common European Data Space, čez celotno Evropo si lahko predstavljamo, da bo to v nekaj naslednjih, mogoče desetletjih, ampak vseeno vidim Evropsko unijo kot eno dostopno točko za vse podatke. To bo šlo skozi podatkovne prostore. Zakaj je Geoslovenija pomembna pri tem? Predvsem zaradi tega, ker moramo nujno vzpostaviti sodelovanje pri delitvi podatkov. Na eni strani zato lahko implementiramo vse sisteme delitve podatkov in pa nujno vzpostaviti sistematični nadzor kvalitete podatkov zaradi tega, ker posamezniki, jaz, če grem na portal, pa vidim, da z nekimi podatki nisem zadovoljen, bom preprosto svoj nadzor kvalitete podatkov zaključil tega, pač tega portala ne bom uporabljal. Jaz mislim, da to ni cilj. Moramo imeti neko avtoriteto, ki nam pove, gledajte, fantje, ne se pripravite kvalitetne podatke za to, da bojo uporabljene. Tisti podatki, ki jih ne uporabljamo, imamo že veliko več kot dovolj. Jaz mislim, da na tak način Geoslovenija res postane neka gonilna sila pri razvoju Slovenije. Si kakorkoli gledano, lahko se gremo kregati v teh ocenah, ampak nekako je splošno dejstvo, splošno sprejeto stališče, približno 80% vseh podatkov na svetu ima geolokacijo. In kot tako obsega res pomemben segment samih podatkov, po drugi strani pa se moramo nehati delati utvarjanje, da bomo lahko te podatke še kadarkoli dejansko ročno implementirali ali pa ročno obdelovali. Mislim, da danes ne bomo več mogli za kserovimi tabelami skakati okrog pa klikati v neki softverji pa delati prostorske preseke in podobne zadeve. Do določene mere, ampak na koncu, zato da obdelamo te podatke, nujno potrebujemo integracijo, sistematično integracijo AI v naše procese in to lahko izvedemo samo, če imamo odzad vzpostavljen res zelo konkretna pa zelo nadzorovan sistem delitve in izvajanja nadzora nad podatki. In iz tega vidika mislim, da ima skupnost res lahko postane gonilo ne samo razvoja geoinformatike kot tak, ampak gonilo res širšega družbenega razvoja in iz tega vidika. Res pozdravljam peskovnik kot tisti prostor za eksperimentacijo, za uvajanje inovacij, ki bo lahko podprt z nekimi podpornimi storitvami, res bistveno pripomogel k splošnemu razvoju in pa podpreti ga treba reči sistematičnim pristopom k uvajanju rešitev splošne poslovne procese. Tako da, zaenkrat hvala za pozornost, jaz vem, da je ful delano, zato vam res želim hiter in uspešen začetek. Hvala.